In sedaj bomo govorili dejansko o glavni jedi, lekciji z Ravom. Vsakdo glede, sedaj smo skupaj, imeli smo pripravo, zbor prijateljev in samo pripravo in sedaj nastopi lekcija. Kaj je kabalistična lekcija na kongresu? Želim reči, da sicer ne vem, kdo je Šimon, ki sedi tukaj, vendar moram ga obtožiti za vse, kar se dogaja tukaj v tem učnem centru, kajti on je tisti, ki je porinil Bnej Baruch, da se je stvoril učni center za celotno Evropo in on je dejansko odgovoren za vse tole, kar se dogaja. Torej, Šimon, torej, to, da smo začeli delovati in da smo imeli priložnost poslušati kabalista, ki nas uči. Spomnim se, da ne poskušajte se povezati z mano, temveč poskušajte se povezati s tem, kar govori skozi mene. Da se povezate z duhom, ki me uporablja, da posreduje to učenje. In spomnim se, da mi se preko Rava povežemo z duhovnostjo, z modrostjo dajanja. In če se spomnimo preko skupine, preko priprave, kaj je dejansko ta dejavnost, ko se dejansko povezujemo direktno z duhovnostjo in po zboru prijateljev in pripravi smo pripravljeni, da pridemo v stik z duhovnostjo. Da. Lekcija je najbolj pomemben dogodek. Večinoma na prvi lekciji na kongresu Rav Lightman vedno podaja, ne vem, kako bi rekel, podobo realitete, ki nam pove, odkot smo prihajali, odkot smo prišli, kje smo sedaj, kaj je namen kongresa, kaj je notranje delo na kongresu, kaj naj naredimo drug z drugim in s tem stabilizira celotno podobo realitete. In preko te podobe, ki je tu podana, želim gledati na celotno realiteto, vse te 3 dni. Želim vztrajati pri tej podobi realitete, ki nam jo da Rav Lightman. In ko boste zapisovali točke tega, kar Rav Lightman govori, boste videli, kako delati drug z drugim, kako se povezovati. In če bomo šli po teh linijah, boste videli, da bo cel kongres postal, ne vem, kako naj izrazim, no, občutili boste, tehnično govorečo ali ne tehnično, lekcija je dogodek, na katerem Rav Lightman nas uči glede na poznani predmet, in to recimo 30 ali 40 minut, in potem so vprašanja in odgovori in vsak od nas bo dajal vprašanja Ravu. Vprašanja so primanjkljaji, ki jih človek občuti, in sedaj moram posredovati ta vprašanja, ali so sedaj ta vprašanja taka, ki se tičejo vseh, in ali bo to naredilo dobrobit za celotno posodo, vendar kakorkoli, katerokoli vprašanje imam, pojdite in vprašajte, tam bodo mikrofoni, tam bodo ljudje, ki bodo čakali, da bodo prevedli vaše vprašanja, in potem po teh vprašanjih in odgovorih, ki so zelo veliko pomagajo, torej preko njih tudi Rav Lightman občuti publiko. In tudi, če je vaše vprašanje najbolj neumno, ni v resnici neumnega vprašanja. Potem, k temu bo sledila delavnica, vendar vedite, da je delavnica del lekcije, neločljiv del lekcije. Želel bi dodati,
da morda nekateri od vas poslušate Rava Lightmana preko interneta, vendar na kongresu je to povsem drugače, kajti biti tam, biti z toliko ljudmi, ki imajo tako močno željo, biti tam po vseh naporih, ki ste jih naredili, da ste prišli tja, to ni tako, kako da poslušate še eno lekcijo Rava Lightmana. Torej, na kongresu je nekaj posebnega. To so posebne lekcije, ki jih prejmete na poseben način, ker ste tam na kongresu po vseh teh pripravah, ki ste jih naredili s svojimi prijatelji. In tudi za sedaj lahko, torej moški, ženske, nekateri boste pogumni in boste zahtevali, drugi boste napolnjeni z čustvi in želeli boste jih deliti z Ravom in ga spraševati. Predstavljam si Tamara in Sonja, John, Rosie, Ramona in mnogi prijatelji z vsemi vprašanji prihajajo in sprašujejo. In veste, kaj je tako posebno? Ko prijatelj vpraša vprašanje, ga lahko občutim, lahko začutim njegovo željo in lahko tudi občutim, kako Rav ne odgovarja samo na tehnične vprašanja, kaj je 1+1, temveč občuti se potem skupna želja in videli boste, da nekdo lahko vpraša najbolj neumno ali najbolj modro vprašanje, vendar odgovor bo takšen, da nas bo vse skupaj privedel na novi nivo, novo stopno. Mislim, da je kongres kakor pustolovščina. Greste skozi tako mnogo stanj, smejete se, potem jokate, potem razumete nekaj glede celega vašega obstoja. Vstopi in izstopi in še nekaj drugega bi rad dodal. Vse naokoli nas bomo imeli prijatelje iz celotnega svetovnega klija. Prijatelji iz celega sveta nas bodo gledali in participirali na svojih mirror kongresih po celem svetu. Torej, ne bo z nami samo evropski klij, ki bo fizično sedel z nami, temveč celotna duša Adama Harishona bo sedela z nami in se povezovala z nami in to je izjemna priložnost. Moramo jo občutiti.